V Indoneziji se trenutno dogaja nekaj nenavadnega. Julija 2026 je velik korupcijski primer pretresel Indonezijo. Policija je preiskala hišo Febrija Adriancije, enega najvišjih tožilcev, ki obravnava največje korupcijske primere v državi. V hiši so oblasti našle približno 74 kg zlatih palic in izjemno veliko količino gotovine. Febri je bil preiskovan zaradi obtožb o korupciji in pranju denarja, vendar je zanikal kakršnokoli vpletenost v nezakonita dejanja. Primer je postal velika novica, saj je bil eden tistih, ki bi se morali sami boriti proti korupciji. Toda Indonezija se trenutno sooča z večjim problemom. V zadnjih mesecih je rupija, indonezijska valuta, močno oslabela. Maja 2026 je dosegla najnižjo vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem. Tudi tuja industrija je letos z indonezijske borze umaknila milijarde dolarjev, kar pomeni, da je veliko vlagateljev zmanjšalo svoj vložek v državi. To je presenetljivo, saj je bila Indonezija že dolgo ena najhitreje rastočih gospodarstev v Aziji. V zadnjih 20 letih je povprečna rast njenega gospodarstva znašala okoli 5% na leto. Leta 2025 je imela Indonezija več kot 285 milijonov prebivalcev. Je tudi eno največjih gospodarstev na svetu. Indonezija ima tudi veliko prednost, ko gre za naravne vire. Je ena najpomembnejših držav na svetu, ko gre za nikelj. Nikelj se uporablja v nerjavnem jeklu in v nekaterih vrstah baterij za električna vozila. Leta 2024 je več kot polovica niklja izkopanega po vsem svetu prišla iz Indonezije. V preteklosti je velik del indonezijskega nikljevega rude država izvažala nepredelano. Toda leta 2020 je Indonezija prepovedala izvoz surove nikljeve rude. Cilj je bil preprost. Namesto da bi surov nikelj pošiljali v tujino, želi vlada, da se predela kar v Indoneziji. Zaradi tega je veliko podjetij v državi zgradilo talilnice in predelovalne obrate. Prišlo je tudi veliko investicij, predvsem strani kitajskih podjetij. Obstaja še en razlog, zakaj investitorji že dolgo zaupajo Indoneziji. Po hudi azijski finančni krizi v tisočletjih 1997 in 1998 je država postala bolj previdna pri ravnanju z državnimi sredstvi. Indonezija je sprejela zakon, ki določa, da mora proračunski primanjkljaj ostati pod 3% BDP, kar je običajen proračunski primanjkljaj. Proračunski primanjkljaj nastane, kadar so vladni izdatki večji od njenih prihodkov. Na primer, če je celotno gospodarstvo države vredno $100, vlada ne sme porabiti več kot $3 več, kot zasluži. Kljub temu je vlada to pravilo začasno omilila med pandemijo COVID, a ga je kasneje ponovno uvedla. Zato, če gledamo samo velike številke, Indonezija ne izgleda, kot da bi propadala. Ima veliko prebivalstvo, njeno gospodarstvo še naprej raste, ima veliko naravnih virov in velik domači trg. Vendar je slika na finančnem trgu drugačna. Veliko vlagateljev je zaskrbljenih zaradi novih odločitev vlade in prihodnosti gospodarstva. Zaradi tega so tuji vlagatelji iz Indonezije v letu 2026 umaknili več kot $4 milijarde. Ko pa je prišel julij, so nekateri začeli znova vlagati. Zato pravi problem Indonezije danes ni preprosto padec gospodarstva. Veliko vprašanje zdaj je, zakaj so vlagatelji zaskrbljeni, čeprav indonezijsko gospodarstvo še naprej raste. Da bi to razumeli, poglejmo, kaj se je v državi spremenilo v zadnjih letih. Ko smo vstopili v leto 2026, je problem postal še bolj očiten. Rupija je še naprej slabela. 8. junija je en ameriški dolar znašal približno 18.190 rupij. To je bila najnižja vrednost rupije v primerjavi z dolarjem. Hkrati je indonezijska borza prav tako močno padla. Veliko tujih vlagateljev je prodalo svoje delnice, ker so bili zaskrbljeni zaradi novih odločitev vlade. Eden tistih, ki je izdal opozorilo, je bil MSCI. MSCI je mednarodno podjetje, ki sestavlja seznam borznih trgov, ki jih spremljajo veliki investicijski skladi. Januarja je MSCI izjavil, da so informacije o nekaterih podjetjih v Indoneziji premalo jasne. Opozorili so tudi, da bi lahko Indonezijo uvrstili v nižjo skupino borznih trgov, če težava ne bo odpravljena. Če bi se to zgodilo, bi lahko veliki investicijski skladi zmanjšali sredstva, ki jih vlagajo v Indonezijo. Ko je to opozorilo prišlo ven, so bili vlagatelji še bolj zaskrbljeni. Februarja je sledil še Moody's. Moody's je mednarodno podjetje, ki ocenjuje, kako varno je posojati denar določeni državi.
Spremenili so obete za Indonezijo iz stabilnih v negativne. To pomeni, da jih zdaj bolj skrbi prihodnost gospodarstva države. Ko je prišel marec, je podobno opozorilo izdal tudi Fitch. Tako kot Moody's, tudi Fitch ocenjuje, kako varno je posojati denar in vlagati v določeno državo. Zaradi teh zaporednih opozoril so postali vlagatelji v Indoneziji še bolj previdni. Potem je vlada uvedla še eno novo politiko, o kateri so še posebej veliko razpravljali. Junija je Indonezija sprejela nov zakon o Danantari. Danantara je velik investicijski sklad vlade. Ta sklad zbira denar od vlagateljev za uporabo v velikih državnih projektih in podjetjih. Obveznica pa je kot posojilo. Naprimer, zdaj boš posodil denar Danantari. Nato ti ga bodo v prihodnosti vrnili skupaj z dodatnim zaslužkom. Težava je bila v tem, da so nekateri kupci teh BED imeli posebno zaščito. Zato so se nekatere skupine začele bati, da bi to lahko kdo izkoristil za prikrivanje denarja iz nezakonitih dejavnosti. Vlada pa je povedala, da je njen edini cilj spodbuditi več ljudi k vlaganju znotraj Indonezije. Obenem rupija tudi slabi, zato Banka Indonezije uporablja nekaj svojih dolarjev, da podpre državno valuto. Predstavljaj si, kot da ima Indonezija nujne prihranke. Ko rupija slabi, vzamejo del teh prihrankov, da pomagajo. Toda medtem, ko jih uporabljajo, se njihove rezerve zmanjšujejo. Povišali so tudi obrestno mero, da bi bolj spodbudili vlagatelje, naj ne iznašajo svojega denarja. Preprosto povedano, Indonezija želi, da bi več denarja ostalo v državi. Toda težava je, da je še vedno veliko vlagateljev zaskrbljenih in iznašajo svoj denar. Tako da, čeprav gospodarstvo še vedno raste, pa zaupanje nekaterih v način vodenja vlade upada. Drugo vprašanje pa je, ali običajni Indonezijec res občuti rast gospodarstva. V prvem četrtletju leta 2026 so uradni podatki pokazali, da je gospodarstvo zraslo za 5,61%. Ta številka je visoka, vendar velik del rasti izhaja iz večjih vladnih izdatkov in večje porabe ljudi med Ramadanom. To pomeni, da to še ne pomeni, da se je življenje vseh izboljšalo. To je vidno pri srednjem razredu. Leta 2019 jih je bilo 57 milijonov. Indonezijci, ki so spadali v srednji razred. Do leta 2024 je to padlo na približno 48 milijonov. Veliko tistih, ki so prej spadali v srednji razred, ima zdaj nižje dohodke. Niso revni, vendar njihov dohodek ni dovolj visok, da bi lahko rekli, da živijo udobno. Zato je ena največjih težav predsednika Prabowa Subianta, kako povečati dohodek in zaposlitve za navadne ljudi. Še eden njegovih največjih programov je brezplačna hrana za učence in nosečnice. Cilj tega je pomagati pri prehrani srednjega sloja in milijonov Indonezijcev. Toda ker je program tako velik, so tudi stroški zelo visoki. Za leto 2026 je zato namenjenih okoli 100 bilijonov rupij. Kasneje so proračun zmanjšali, ker mora vlada porabiti tudi za druge potrebe. Problem ni sama brezplačna hrana. Vprašanje je, ali si lahko vlada privošči, da zagotovi brezplačno hrano več ljudem, ne da bi pri tem zapravljala denar. Še večji problem se je pojavil junija 2026, ko so aretirali nekdanjega vodjo Nacionalne agencije za prehrano. Obtožen je bil skupaj z dvema nekdanjima uradnikoma zaradi korupcije, povezane z izbiro določenih kuhinjskih izvajalcev in nakupom opreme. Primer se še vedno nadaljuje. Še ena sprememba, ki so jo spremljali vlagatelji, septembra 2025 je predsednik Prabowo zamenjal finančno ministrico Sri Mulyani Indrawati. Dolgo časa je veliko vlagateljev zaupalo, ker je bila previdna pri porabi državnega denarja. Ko pa je zapustila položaj, so se nekateri vlagatelji zaskrbeli, da bi se lahko državni izdatki povečali. Zamenjal jo je Purbaja Judisadeva. Skrbi so se še povečale, ko je Thomas Wandono, ki je neposredni nečak predsednika Prabowa, postal namestnik guvernerja Banke Indonezije. Banka Indonezije je centralna banka države in njena naloga je sprejemanje pomembnih odločitev glede denarja in obrestnih mer. Imenovanje je bilo zakonito in je šlo skozi parlament. Vendar so bili nekateri vlagatelji zaskrbljeni, da bi lahko vlada imela večji vpliv na centralno banko. Zato vlagatelji ne gledajo le na en problem. Vidijo veliko vladno porabo, spremembe pomembnih uradnikov, primere korupcije in vprašanje o tem, kako svobodna je centralna banka pri sprejemanju odločitev. Zato, čeprav se gospodarstvo po uradnih podatkih še vedno povečuje, ostaja veliko vprašanje, ali bodo ljudje in vlagatelji še naprej zaupali načinu vodenja vlade. Na začetku je bilo veliko podjetij zaskrbljenih, ker ni bilo jasno, kako velik bo nadzor DSI. Kasneje je Danantara povedal, da bo DSI sprva spremljal prodajo izdelkov v tujino.
Zaenkrat še ne bo prevzel celotnega dela zasebnih izvoznikov. Toda sčasoma bo vloga DSI postajala vse večja. Za vlado bo to pomagalo, da bo v Indoneziji ostalo več tuje valute in da bodo podjetja pravilno prijavljala prihodke ter davke. Za nekatera podjetja in vlagatelje pa to pomeni dodatna pravila. Ko je veliko novih pravil in se ta pogosto spreminjajo, je podjetjem težje načrtovati. Hkrati pa Indonezija poskuša privabiti nove tuje vlagatelje. Julija 2026 je parlament sprejel zakon za ustanovitev mednarodnih finančnih centrov. To je kot posebno poslovno območje za velike banke in vlagatelje iz tujine. Možno ga bo imela tudi Bali. Velike koristi bodo tudi za prihajajoče vlagatelje. Nekatera kvalificirana podjetja morda ne bodo plačevala davka na dobiček do 50 let. Lahko uporabljajo tudi tujo valuto in imeli bodo poseben način za hitrejše reševanje poslovnih težav. Zato se zdi, da Indonezija hkrati počne dve stvari. S tem bolj preprečujejo odtok denarja iz države, hkrati pa ponujajo velike ugodnosti, da spodbudijo prihod novega kapitala. Vendar pa niso vsi vlagatelji izgubili zaupanje v trg. Julija je indeks borze v Džakarti po velikem padcu zrasel za več kot 10%. Nekateri tuji vlagatelji so začeli znova kupovati indonezijske delnice, ker so po njihovem mnenju cene nekaterih velikih podjetij zdaj nizke. Investicijsko podjetje Allan Gray je prvič investiralo v Indonezijo. Dobre novice prihajajo tudi iz S&P, mednarodnega podjetja, ki ocenjuje, kako varno je posojati denar določeni državi. Ohranili so dobro kreditno oceno Indonezije. To pomeni, da S&P še vedno verjame, da je Indonezija sposobna odplačevati svoje dolgove. Zato to ne pomeni, bo indonezijsko gospodarstvo takoj propadlo. Še vedno ima velik trg, veliko naravnih virov in gospodarstvo še naprej raste. V drugem četrtletju leta 2026 je gospodarstvo zraslo za 5,29%. Največja težava zdaj je zaupanje. Če bodo pravila vlade jasna in ne bodo pogosto spreminjana, se lahko vrne več vlagateljev. Če pa se bodo pravila še naprej spreminjala in bo še bolj omejeno upravljanje z denarjem, se lahko zgodi, da se bo še več vlagateljev ustrašilo vlagati denar v Indonezijo. Ena od stvari, na katero je treba biti pozoren, je tudi odločitev MSCI. Indoneziji so dali čas do novembra 2026, da uredi težave na borzi. Če bo to urejeno, lahko Indonezija ostane v skupini držav v razvoju, če pa ne, jo lahko premestijo v nižjo skupino mejnih trgov. Če se to zgodi, lahko nekateri vlagatelji ponovno umaknejo svoj denar iz Indonezije. Zato še ni mogoče reči, kam gre Indonezija. Njeno gospodarstvo je še vedno močno na številnih področjih. Toda velik izziv je zdaj, ali bo vlada lahko ohranila zaupanje podjetij in vlagateljev, medtem ko spreminja pravila glede denarja in poslovanja. Če bodo vlagatelji še naprej izgubljali zaupanje in se bo korupcija v Indoneziji še povečala, to ne pomeni, da bo država kar naenkrat propadla v enem dnevu. Verjetneje je, da se bodo težave postopoma povečevale, kot domino učinek. Ko en del gospodarstva oslabi, lahko to vpliva tudi na naslednjega. Najprej bodo prizadete nove investicije. Preden tuje podjetje zgradi veliko tovarno, najprej preveri, ali so zakoni jasni, ali je njihov denar varen in ali se pravila vlade ne bodo nenadoma spremenila. Če podjetje vidi, da je veliko korupcije ali da se pravila pogosto spreminjajo, se lahko odloči, da bo raje gradilo v Vietnamu, Maleziji ali kateri drugi državi. Naprimer, neko podjetje je nameravalo zgraditi tovarno v Indoneziji in zaposliti 5000 delavcev. Če se podjetje umakne, ne bo izgubljena le investicija. Izgubljenih bo tudi 5000 neposrednih delovnih mest. Izgubili bodo tudi dodatne posle gradbeni delavci, vozniki tovornjakov, dobavitelji, restauracije in druga lokalna podjetja, ki bi sicer zaslužila zaradi tovarne. Zato, če se naložbe zmanjšajo, se lahko upočasni tudi ustvarjanje novih delovnih mest. To je pomembno za Indonezijo, ker ima zelo veliko prebivalstvo in veliko mladih, ki vsako leto potrebujejo zaposlitev. Ko več ljudi išče zaposlitev, vendar je premalo novih podjetij in tovarn, je težje najti dobro službo. Prav tako se lahko upočasni rast plač. Naslednja stvar, ki je lahko prizadeta, je rupija. Obstajajo vlagatelji, ki ne gradijo tovarn. Kupujejo indonezijske delnice in bankovce. Ta denar lahko lažje umaknejo, če jih je strah. Prodali bodo svojo naložbo in zamenjali rupije v ameriške dolarje, preden bodo denar odnesli iz Indonezije.
Ko veliko vlagateljev hkrati išče dolarje, lahko rupija še bolj oslabi. In ko rupija oslabi, so izdelki, ki jih Indonezija kupuje iz tujine, zanjo dražji. Na primer, predstavljamo si, da stroj iz uvoza stane $1000. Čeprav se cena v Ameriki ni spremenila, bo indonezijsko podjetje potrebovalo več rupij za nakup istega stroja, če valuta oslabi. Enako velja za nekatere zdravila, elektronske dele, surovine in gorivo. Ko se stroški podjetij povečajo, lahko zvišajo ceno svojih izdelkov, da pokrijejo dodatne stroške. Tu začnejo običajni ljudje čutiti težavo. Lahko se zvišajo cene hrane, prevoza, dostave in drugih vsakodnevnih potrebščin. To je še večji problem, kadar je tudi na svetovnem trgu nafta draga. Indonezija je uvoznica nafte, zato mora velik del potrebne surove nafte in goriva kupiti iz drugih držav. Ko je nafta draga in je rupija šibka, mora Indonezija plačati še več. Vlada se lahko odloči pomagati ljudem s subvencijo za gorivo. Subvencija je denar, ki ga vlada namenja, da se cena goriva ne bi takoj močno zvišala. Na primer, če je pravi strošek izdelka 100, a želi vlada, da ljudje plačajo le $60, bo vlada pokrila preostalih $40. To pomaga običajnim družinam, vendar mora vlada teh $40 vzeti iz svojega proračuna. Če gre preveč denarja za subvencije, ostane manj za druge potrebe države. Morda bo manj denarja za šole, bolnišnice, ceste, protipoplavno zaščito in druge projekte. Če proračun še vedno ni dovolj, se lahko vlada zadolži. Tukaj je pomembno zaupanje vlagateljev. Če je zaupanje v državo visoko, je običajno lažje in ceneje dobiti posojilo. Če pa so posojilodajalci zaskrbljeni, lahko zahtevajo višje obresti. Predstavljajmo si, da sta dve osebi, ki želita vzeti posojilo. Prva je znana po tem, da vedno plačuje pravočasno. Za drugo pa ni gotovo, ali bo lahko plačala. Verjetno bodo od druge osebe zahtevali višje obresti, ker je tveganje večje. Enako je tudi pri državi. Ko je dražje za vlado izposoditi si denar, večji del proračuna gre za odplačevanje dolga in obresti. To pomeni, da bo spet manj denarja ostalo za storitve za navadne ljudi. Zdaj pa si poglejmo učinek korupcije. Korupcija ni samo to, da nek uradnik krade denar. Lahko povzroči, da so vladni projekti dražji in slabše izvedeni. Na primer, če je na voljo $100 in če gre $20 za podkupnine ali predrage pogodbe, ostane le $80, ki jih je mogoče dejansko uporabiti za cesta. Uporabijo se lahko tudi cenejši materiali. Cesta je lahko krajša, kot je bilo načrtovano. Projekt se lahko tudi lažje poškoduje. Na papirju pa je vlada še vedno porabila $100. Toda ljudje niso prejeli vrednosti $100. Enako se lahko zgodi tudi pri šolah, bolnišnicah, mostovih, železnicah in drugih projektih. Še bolj nevarno je, če pride do korupcije pri izbiri podjetij, ki dobijo vladne pogodbe. Na primer, obstajata dve podjetji. Prvo je cenejše in boljše pri delu, drugo je dražje in slabše opravlja delo, vendar ima povezave z enim vladnim uradnikom. Ko doktor podjetje zmaga zaradi podkupnine ali povezav, so davkoplačevalci na izgubi, saj se porabi več denarja, rezultat pa je slabši. Če se to ponavlja, se lahko poštena podjetja umaknejo. Morda bodo mislili, da kakovostna storitev nima smisla, če so za zmago pomembne le povezave. S časoma se lahko poveča število slabih podjetij, ki se zanašajo na povezave namesto na kakovost svojega dela. To lahko vpliva tudi na pobiranje davkov. Ko se velike družbe ali bogati posamezniki zaradi korupcije izognejo plačilu davkov, v državno blagajno pride manj denarja, a denar je še vedno potreben. Zato se iz teh sredstev plačujejo učitelji, zdravniki, policisti, državni uslužbenci in projekti. Zaradi tega je lahko potrebno, da se država zadolži, zviša druge davke ali zmanjša nekatere storitve. Na koncu so lahko navadni ljudje tisti, ki nosijo breme denarja izgubljenega zaradi korupcije. To vpliva tudi na zaupanje državljanov. Predstavljaj si, da pridno delaš in plačuješ davke. Vendar vidiš, da nek uradnik ali poslovnež obogati zaradi korupcije, a ni kaznovan. Možno je, da bodo nekateri ljudje mislili, da sistem ni pošten. Ko zaupanje ljudi v vlado pade, je težje uveljavljati zakone in težje prepričati ljudi, da pravilno plačujejo davke.
Obstaja še en učinek, ki ga opazimo šele čez čas. Lahko se zgodi, da bodo izkušeni delavci in podjetniki odšli. Naprimer, dober indonezijski inženir, zdravnik, programer ali podjetnik. Če meni, da so pravila bolj jasna in so priložnosti boljše v Singapurju, Avstraliji ali katerikoli drugi državi, se lahko preseli tja. Če to počne veliko ljudi več let, Indonezija ne izgublja samo denarja. Izgublja tudi ljudi, ki so sposobni ustvariti nova podjetja, novo tehnologijo in nova delovna mesta. To se imenuje beg možganov. To lahko vpliva tudi na majhna podjetja, ki nimajo nobene povezave z borzo. Naprimer, v Džakarti je majhna restavracija. Njegove stranke so lokalne in ne vlagajo v borzo. Toda njegov hladilnik je uvožen, nekateri deli opreme so uvoženi in dostavno vozilo uporablja gorivo. Ko je rupija šibka, se lahko vsi ti stroški povečajo. Če restavracija na to zviša cene, se lahko zmanjša število strank. Če cen ne zviša, se mu zmanjša dobiček. Lastnik morda ne bo najel novega delavca. V težjem položaju bo morda moral celo odpustiti zaposlenega. Zato težava z zaupanjem vlagateljev ni le težava bogatih ljudi, ki kupujejo delnice, lahko vpliva tudi na mala podjetja in navadne delavce. Lahko se tudi upočasni gradnja infrastrukture. Indonezija je zelo velika in jo sestavlja na tisoče otokov. Potrebuje veliko pristanišč, letališč, cest, elektrarn in komunikacijskih sistemov, da bi ljudje in izdelki lahko hitro potovali. Veliko takšnih projektov zahteva velike naložbe in tujo tehnologijo. Če bo manj vlagateljev, se lahko nekateri projekti zamaknejo ali pa postanejo dražji za izvedbo. Če je promet in infrastruktura slaba, je tudi dražje prevažati hrano in izdelke iz enega kraja v drugega. In če so stroški prevoza visoki, se lahko zvišajo tudi cene, ki jih plačujejo navadni potrošniki. Zato, ko se združita izguba naložb in naraščajoča korupcija, lahko pride do jasne verižne reakcije. Najprej se zmanjša število novih naložb. Nato se upočasni ustvarjanje delovnih mest. Ko vlagatelji iz države umikajo veliko denarja, lahko oslabi rupija. Ko je rupija šibka, se lahko podražijo uvoženo blago in gorivo. Ko se povečajo stroški vlade in podjetij, je težje začeti nove projekte in ustvarjati delovna mesta. In če je v sistemu še korupcija, gre še manj denarja, ki ga porabijo, dejansko do ljudi. Pomembno pa je poudariti, da to ne pomeni, da se bo vse to zagotovo zgodilo v Indoneziji. To je le scenarij, če se bo izguba zaupanja in korupcija še naprej slabšala. Indonezija je še vedno velika država. Ima veliko naravnih virov, veliko prebivalstvo in zelo velik domači trg. Še vedno obstajajo vlagatelji, ki verjamejo v dolgoročno prihodnost države. Zato še vedno obstaja priložnost, da se izognemo večjim težavam. Če bodo pravila jasna, bo vlada previdna pri proračunu, bodo odgovorni za korupcijo, poklicani na odgovornost in centralna banka bo lahko ostala neodvisna pri sprejemanju odločitev, se lahko zaupanje povrne. Ko se zaupanje povrne, je lažje ponuditi novo tovarno, poslovanje in naložbe. Ko se poveča število podjetij, se lahko poveča tudi število delovnih mest in dohodek navadnih ljudi. Če pa se zgodi nasprotno in se korupcija še naprej povečuje ter se pravila nenadoma spreminjajo, je podjetja veliko težje prepričati, da vložijo svoj denar v Indonezijo. In če se to dogaja dolgo časa, največja izguba za državo ne bodo le dolarji ali delnice. Izgubljene bodo tudi tovarne, ki bi jih lahko zgradili, delovna mesta, ki bi jih lahko ustvarili, podjetja, ki bi lahko rasla in priložnosti, ki bi jih lahko imela naslednja generacija.